Dober dan, župan. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno vam voščimo lep pozdrav in dobrodošli v torkovi oddaji. Tudi na Radiu Robin smo že pošteno zakorakali v veseli december in vso dogajanje seveda lahko spremljate na naših družbenih omrežjih. In kot veste, vsak torek je rezerviran za pogovor s severnoprimorskimi župani. Danes dober dan, župan, voščim prvemu občanu občine Šempeter Vrtojba Milanu Turku. Lep pozdrav in dobrodošli. Dober dan vsem, tudi poslušalcem. Tako v Šempetru kot v Vrtojbi ste lučke prižgali včeraj. Kakšno pa bo sicer decembrsko dogajanje v občini? No, lučke smo prižgali, tako kot je običajno, na božičnih drevescih, ki so kar velika, tudi kot je običajno, in v Šempetru in Vrtojbi sodelujejo vedno otroci z osnovne šole in vrtcev. Bilo je prijetno, veliko ljudi se je zbralo, do praznikov pa bo gotovo dogajanja še nekaj, kar zdaj po spominu vem, da bo tako, kot je že tudi tradicionalno kuhanje na Šempeterskem placu, tudi koncertov bo nekaj in tudi drugega dogajanja. Sicer pa smo tudi mi vključeni v dogajanje v sosednjih večjih mestih. Nazadnje mislim, da sva se pogovarjala januarja. Kaj mislite, da je občino zaznamovalo v teh slabih 12 mesecih? Vsako leto se moram pripraviti, na koncu leta, ko pripravim tudi nagovor ob sprejemu, ki ga naredimo za vse tiste, s katerimi občina čez leto sodeluje, ampak leto še to ni prišlo na vrsto, tako da prav pripravljen na to nisem. Gotovo je veliko dela z investicijami, ki jih izvajamo, s pripravo tudi dokumentacije, ker tiste, ki si jih najbolj želimo, se nam zaradi potrebne dokumentacije in dovoljen nekoliko odmikajo. Ampak dogaja se veliko, od ceste v poslovni coni Polje pa do ureditve zemljišč na Šempeterskem pokopališču. Tam smo tudi že začeli z gradbenimi deli, porušili smo dotrajeno staro karavlo, ki ne bo več v funkciji, in z naslednjim letom upam, da bomo pridobili vso dokumentacijo, ki bo potrebna saj še za eno fazo, ne čisto dokončanje razširitve pokopališča. Pomembna pridobitev za Šempeter, razširitev pokopališča. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk, na eni izmed zadnjih sej je bil projekt lepo slikovito predstavljen, na kateri točki se nahaja in kaj vse bo še treba postoriti, mora tudi kakšna okvirna časovnica. Ja, razširitev pokopališča je bila že pred desetletjem, tudi desetletji velika težava, ker je praktično zmanjkovalo prostora na starem pokopališču. To vprašanje smo že pred leti rešili z prvo fazo širitve, se pravi, zagotovili smo dovolj prostora za pokope. Imamo pa še drugi problem, ki je tudi za Šempeter kar pereč, namreč, da je poslovilni objekt oziroma vežica zelo majhna, neprimerna za pogrebe in je treba to na novo zgraditi. V letošnjem letu smo pridobili vsa potrebna zemljišča, smo že lastniki, začeli smo tudi z gradbenimi deli. V prvi fazi smo porušili staro karavlo, ki ni več služila svoji funkciji. V naslednji fazi pa bo potrebno zagotoviti sredstva za poslovilni objekt in ureditev vsega prostora na tistem območju. Gotovo, da ta hip ni potrebno, da je celotno območje urejeno z grobnimi polji in tem, ampak bomo verjetno predvideli tudi en miren park. Na tem mestu vprašanje poslušalke, se bo morda v prihodnje urejalo tudi mrliško vežico v Vrtojbi oziroma njeno okolico, saj skoraj ni kraja, kjer bi za spremljajoče bil nadstrešek v primeru dežja ali močnega poletnega sonca. Ja, tudi v Vrtojbi je podoben problem, tudi tam je poslovilni objekt oziroma mrliška vežica majhna. Razmišljamo o več variantah, morali bomo angažirati strokovnjake oziroma arhitekte, ki bojo prostor natančno preučili. Občina se je potrudila in tudi pridobila nekatera zemljišča v neposredni bližini pokopališča, nekaj pa bi jih še verjetno morali. In je ti objekti se ne gradijo za kratek čas, ampak se gradijo oziroma urejajo za daljše obdobje.
in je potrebno pač narediti en resen razmislek, na kakšno stran bi ta objekt umestili, obrnili, tako da bi bili pogrebi pač taki, kot jih danes v današnjem času pričakujemo in da bi se odvijali v celoti na pokopališču, brez sprevodov po občinskih cestah, ki pač motijo promet, pa tudi lahko predstavljajo neko potencialno nevarnost, čeprav zaenkrat to tudi še obvladujemo. Kaj pa ekonomsko-poslovna cona Polje? To je bil tudi eden večjih letošnjih občinskih projektov. Kaj se je že storilo, kaj se še bo v kratkem? Torej, v poslovni coni Polje je praktično naložba, ki smo si jo zadali, končana, gradbena dela so končana, nisem prepričan, da imamo že tudi uporabno dovoljenje, verjetno ne. Morda je še kaj potrebno postoriti, vem, da je tudi drevored že posajen, se pravi, drevesa so posajena. Mislim, da nam bo nekaj sredstev celo ostalo, glede na to, koliko smo jih pridobili na državnem razpisu. Razmišljamo, da bi morda zgradili še kakšno dodatno polnilnico za električne avtomobile, ampak to moramo še preveriti, ali je mogoče ta sredstva pač dodatno angažirati. Sicer pa načrtujemo to cesto podaljšati še vse do železnice. Ta del v zdajšnji fazi ni bil predviden, pridobivamo pa gradbeno dovoljenje še za ta del in upam, da ga bomo v kratkem dobili in tudi cesto potem nadaljevali. Ko smo že pri raznih conah v Šempetru in v Vrtojbi, sedaj se bomo preselili v Vrtojbo. Ena taka problematična tematika je asfaltna baza. Na dolgo in široko o tem smo poročali tudi na Robinu. Civilna iniciativa Vrtojba se bori za njen umik iz vasi, je na neprimerni lokaciji. To je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje, ki je sicer dejalo, da ni v njihovem vzvodu, da vse skupaj premaknejo drugam. Občina se je postavila na stran Vrtojbencev, ki že dlje časa opozarjajo na negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi. Po vašem mnenju, kaj in kako bi se morda to lahko rešilo? No, kolikor sem se jaz lahko v zadnjih letih prepričal, zagotovo ti objekti asfaltne baze delujejo brez potrebnih dovoljenj, tako z vidika gradbene zakonodaje in to vedno, kot tudi z vidika okoljske zakonodaje. Sicer upravljalec in lastnik trdi, da jih niti ne potrebuje, kar po mojem prepričanju ne drži. Tak objekt ne more obratovati brez ustreznih okoljskih dovoljenj, ne glede na to, da tam stoji že veliko desetletij. Zato so pristojne inštitucije, ki bi lahko ukrepale, niso mi pa znani razlogi, zakaj tega ne storijo oziroma zakaj to počnejo toliko let, ker to, da se določene inšpekcije ne izjasnijo o stvari, ne ugotovijo, kakšno je dejansko stanje leta in leta, je pravzaprav na nek način absurdno. Rešitev je pač, da se ta asfaltna baza tam zapre. Po prostorskih aktih je že tudi desetletja, še preden je občina Šempeter Vrtojba nastala, predvidena rekreacijska cona, se pravi območje za rekreacijo, natančnih načrtov sicer ni. Opuščeno gramoznico bi bilo potrebno sanirati na način, ki je okoljsko sprejemljiv. Tudi to ni bilo izvedeno in tudi glede tega se čudim, da država trdi, da nima nobenih vzvodov, da bi nekoga, ki je ves čas isti lastnik, pač prisilila oziroma mu naložila, da sanira nekaj, kar je pač v okolju škode povzročil. Za ta del samo še vprašanje poslušalke. Nad asfaltno bazo tam je piknik prostor, mislim, da ga ima občina v najemu. Do tja pelje makadamska pot in blizu so seveda vrtovi tamkajšnjih domačinov in sprašujejo, če bi bila možna v bistvu asfaltacija, da ne bi prah motil vrtov in domačinov. Ja, mislim, gre za poljsko pot, ki ni zelo obremenjena, ampak tudi stroški asfaltacije ne bi bili zelo visoki. Težava je, da se je ta pot v naravi z leti nekoliko premikala in se je premaknila tudi same parcele poti. V naravi danes pa že vrsto let poteka tudi po zasebnih zemljiščih. Ni smiselno, da bi jo premikali nazaj na traso,
kjer je pač parcela te poti, in smo že z sosednjimi lastniki opravili prve pogovore, da bi pač občina ta zemljišča pridobila in lahko pot tudi boljše uredila. Zdaj, dokler tega nimamo, niti ne smemo, niti ne bi bilo prav jo urejati, upam pa, da bomo v nekem doglednem času, čim prej našli rešitev, in potem sami stroški asfaltacije pa niso tako bistveni, da bi zaradi tega ne mogli. Današnja oddaja Dober dan, župan se bliža polovici, v naši družbi še vedno župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk. Že nekaj časa nazaj ste dejali, da občina v prihodnjem letu kaj novega na športnem področju ne bo dosti dala, no, je pa v preteklosti veliko postorila. En tak velik projekt je bil tudi nakup bivšega hitšport centra, zdaj športnega centra Šempeter Vrtojba, ki pa je potreben celovite, drage in dolgotrajne prenove. Prvotne ocene kažejo na večmilijonsko investicijo in kaj predvidevajo neki določeni roki, če ste si jih zastavili? No, mi smo pač to prenovo načrtovali zaradi tega, ker so se nakazovale neke možnosti, da bi iz tega naslova pridobili pač nepovratna sredstva. Zdaj to se nekoliko odmika. Sredstva, ki bi bila potrebna za celovito prenovo v smislu neke energetske sanacije, bi bila znatna, ne bi pa uspeli s tem kaj bistveno spremeniti funkcionalnosti dvoran, ki so pač v teh objektih, ki so bile primarno pač namenjeni nekim industrijskim halam, in je smiselnost take naložbe pravzaprav na nek način vprašljiva. Objekti imajo veljavna uporabna dovoljenja, imajo tudi požarni red, ki omogoča relativno veliko obiskovalcev v objektu. Takih dvoran je tukaj na našem območju malo, in objekti so tudi v stalni uporabi, se pravi, funkcionirajo, uporabljajo se tako za šport, kot tudi za rekreacijo, pa tudi za razne prireditve, predvsem čez vikende, tako da so praktično zasedeni. Še vedno sicer nameravamo vanje vlagati in jih dodatno pač vzdrževati in urejati, tudi kakšno resnejšo investicijo, vendar pa celovita prenova verjetno v kratkem ne bi bila smiselna. Morda na tem mestu vprašanje poslušalca, je morda prav zaradi tega tudi pač te drage bodoče prenove najem dvorane dražji kot v preteklih letih, ker nekateri poročajo celo o 3-kratnem dvigu cene? Ne, to niti približno ne drži, tudi cene niso visoke. Jaz tukaj lahko mirno rečem, da je cena z DDV-jem za veliko dvorano, odbojkarsko ali pa rokometno ali pa košarkarsko igrišče na uro 50 evrov, za klube in tiste, ki uporabljajo ta prostor več kot, ne vem, po spominu ali 200 ali 300 ur na leto, kar se hitro nabere, pa je ta cena 25 evrov. V tej ceni so vključeni vsi tekoči stroški, nobene amortizacije objektov ni, niti zdajšnja amortizacija, niti kakšne načrtovane. Mi smo v letu 2023 za športni center imeli približno 100.000 evrov tekočih stroškov, kolikor sem uspel preveriti, prihodkov pa je bilo približno 90.000. Razliko pokrije občina iz proračuna. To se nam zdi še sprejemljiv način financiranja. Tudi stroški obratovanja glede na velikost objektov in kaj to pravzaprav pomeni, niso zelo visoki. V teh stroških so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki pač v objektu morajo skrbeti, stroški čiščenja vsega, in te cene gotovo niso visoke, če jih primerjamo z cenami, ki so drugod. Je pa res, da če bi jih pač stroškov ne zaračunali uporabnikom, bi jih morala občina plačati iz proračuna, kar pa niti ni smiselno, pa tudi zmogli ne bi vsega tega plačevati, in prav je, da vsak vsaj nekaj pač plača. Občina tudi na razpisu razdeli društvom, ki se ukvarjajo z športnimi dejavnostmi, precej sredstev za subvencioniranje najema športnih dvoran na območju občine, tako da tudi nimamo kaj veliko pripomb v zvezi s ceno. Je pa nekaj takih, ki vedno pričakujejo, da bojo stvari zelo poceni, da ne rečem zastonj. Kaj pa na področju turizma? Sicer je občina bolj industrijsko obrtno naravnana, ampak vendarle, kje vidite potenciale za razvoj? Torej, mi
se trudimo, da bi tudi turizmu na nek način omogočali možnost razvoja v občini, vendar naletimo navadno na nepripravljenost samih občanov oziroma ljudi, ki pri nas živijo, ker najdejo zaposlitev v drugih dejavnostih, pretežno v industriji, trgovini in ostalih dejavnostih, in ni tako velikega interesa po tem, da bi se ukvarjali z turistično ponudbo. Ne glede na to, omogočamo, torej gradimo tudi turistično infrastrukturo. Ena izmed takih točk je delovno imenovan rekreacijski center Vrtojba, oziroma danes imamo tam postajališče za avtodome. Mogoče bi bilo urediti tudi kamp, avtokamp. Vsi prostorski akti so glede tega urejeni, na tem območju tudi zgrajena vsa potrebna infrastruktura, ampak nekako ne pridemo do nekoga, ki bi imel interes to tam urediti. Morda se bo tudi v kratkem kaj spremenilo. Na tem območju načrtujemo ureditev tudi botaničnega parka v naslednjih letih, ker se nadejamo nepovratnih sredstev strani države, ki so namenjena prav v urejanju zelene infrastrukture v urbanih okoljih, in upamo, da bomo uspešni, da bomo to lahko tudi uredili. Projekt botaničnega parka je bil tudi predstavljen na eni izmed zadnjih sej. Kako pa ste si sestavili nekako investicijsko časovno? Torej, projekt smo predlagali za uvrstitev v dogovor za razvoj regij, ki ga podpišemo regije z državo. Te operacije se potem neposredno potrjuje. Neposredna potrditev bi morala biti izvedena v naslednjem letu ali pa mogoče v začetku leta 2026. Vlogo vsekakor po nekih časovnicah bi morali mi oddati v oktobru najkasneje v oktobru naslednje leto. Do takrat bi morali pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja. Verjamem, da bomo to tudi uspeli. Če bo dogovor podpisan, pričakujemo, da bo projekt tudi prestal vse presoje in da bo v dogovor za razvoj regij uvrščen. Smo lahko kar gotovi, če izpolnimo še ostale pogoje, da bomo ta sredstva tudi dobili. Gre za približno 600.000 evrov in potem v nekaj letih bomo to tudi izvedli. Se pravi, morda v letu 26-27. Daja Dober dan, župan, se je prevesila v drugo polovico, še zmeraj v naši družbi Milan Turk, šempetersko-vrtojbenski župan. Ko slišimo ime te občine, nekako vselej pomislimo na ta nov projekt o novi stanovanjski soseski Lada. Veliko smo poročali, približno 200 novih stanovanjskih objektov različnih velikosti. Ampak kaj vse, tudi pripombe bomo dejali ob tamkajšnjih bližnjih občanov, se da upoštevati? Šempeterci namreč ustanavljajo tudi civilno iniciativo, ker bi radi nekako na varnejšo prometno ureditev. Kaj vse se da na tej točki upoštevati? Kaj ste upoštevali? Česa se morda ne da upoštevati? Torej, občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Lada je bil v javni obravnavi in javni razgrnitvi. Prejeli smo nekaj pripomb, niso bile bistvene, večinoma se glede tega bomo poskušali upoštevati oziroma upoštevali. Tista, ki je pa recimo da bistvena, se pa ne nanaša konkretno na samo območje tega prostorskega načrta, ampak na prometno ureditev pod biotehniško šolo, ki je tudi danes nekoliko neustrezna. Tam sta dve križišči, ki sta nekoliko zmedeni, če se tako izrazim, nista najboljši. Poleg tega pa je težava tudi vključevanje stanovalcev, ki se tam pripeljajo pretežno iz ulice Ivana Suliča, pa tudi Franca Baliča, vključevanje na šempetrsko obvoznico. Zdaj, mi smo se te problematike zavedali tudi že ob začetku sprejemanja občinskega prostorskega načrta in smo tudi vzporedno z tem prostorskim načrtom občina je naročila tudi idejno zasnovo prometne ureditve, ki bi upoštevala tudi širitev stanovanjskega naselja in nek potencialno večji promet. Zdaj
to prostorsko ureditev oziroma prometno ureditev smo tudi občanom predstavili. In seveda, vsak si želi, da bi bila ta prometna ureditev čim boljša, čim bolj varna, čim bolj promet tekoč, vendar pa so prostorske možnosti na tistem območju omejene. Pa tudi finančne možnosti, kako kaj zgraditi, so pač omejene. Šempetrska obvoznica je danes zelo obremenjena, po njej pride, torej povprečni letni dnevni promet je prek 12.000 vozil, vsaj po zadnjih podatkih, ki sem jih nekje zasledil, morda je celo več v zadnjem času in vključevanje je gotovo na nek način lahko problem. Rešitve so nakazane, rešitve smo pač obdelali, prometni strokovnjaki trdijo, da so ustrezno rešili problem. Gre za več stvari, eno je vključevanje v promet na šempetrsko obvoznico, drugo je ureditev pešpoti in kolesarskih povezav in navezavo na ostale poti, ki so v bližini. Tretja stvar, ki je bila tudi upoštevana pri tem, je ureditev novega postajališča za avtobuse, ki bi lahko na tistem mestu varno ustavljali in obračali tako iz smeri Nove Gorice proti Ajdovščini, kot tudi obratno. Danes to ni možno, iz smeri z Nove Gorice proti Ajdovščini ni avtobusnega postajališča in to je nekako, ta zasnova vse zajema. Ni pa mogoče na enostaven način na tistem območju zgraditi krožišča na šempetrski obvoznici, se pravi na državni cesti, saj ne z majhnimi sredstvi. Mi se bomo glede tega sicer še usklajevali z direkcijo, smo jim tudi pač predloge občanov in stališča poslali v pregled, čakamo še njihov odgovor. Ko bomo odgovor prejeli, bomo pripravili tudi pač predlog stališča do teh pripomb. Do teh stališč se opredeli občinski svet in jih potrdi ali pa zavrne. Če bojo potrjena, bo šel potem občinski prostorski načrt v naslednje faze postopka in bi lahko bil tudi do konca naslednjega leta že sprejet. Nekaj vprašanj strani poslušalk in poslušalcev, citiram eno. Živim v Vrtojbi, za katero ne morem reči, da je invalidom ali mamicam z otroškim vozičkom prijazen kraj. Pločnik skozi vas je namreč tako izpeljan, da z vozičkom ne moreš v celoti voziti po njem, ker v določenih predelih močno visi ali pa je preozek, tako da smo prisiljeni voziti po cesti, kar pa je zelo nevarno. Morda se kaj obeta pri tem? No, Vrtojba je zelo dolga vas, ne. Zdaj po celotni dolžini je bila prenovljena v letu 2015, ko se je urejala kanalizacija in čistilna naprava, se pravi 2014 in 2015 je potekala ta investicija, v 2015 je bila nekje dokončana. Na celotni dolžini je cesta speljana tako, da je neke primerne širine za pač običajen promet, tako z avtomobili kot kolesari. Cesta je postala potem kasneje občinska, tako da tovornega prometa praktično skozi Vrtojbo ni. Pločniki so pa pač na določenih točkah morda preozki ali pa neprimerni, ali pa tudi, da kje visi, ampak ne najdemo neke boljše rešitve. Pravzaprav je nemogoče, ali bi morali cesto zožati, kar je na nek način tudi nesprejemljivo. Na določenih točkah je pač bilo potrebno narediti kompromis med tistimi, ki pač uporabljajo pločnike in tistimi, ki uporabljajo cesto. Mislim, da se da po celotni dolžini priti po pločniku, ne trdim pa, da je povsod idealno širok in da je tudi ni morda kje kakšen nagib. Če nam občani konkretno navedejo predlog, se mi odzovemo, če je mogoče urediti, to niso neka znatna sredstva, ni pa mogoče sosedu porušiti hiše in narediti širši pločnik, to pa pač preprosto ne gre. Kaj pa morda omejitev prometa mimo doma upokojencev, ki je zdaj pred kratkim zaživo, to je tudi eno vprašanje strani poslušalke. Mislim, omejitev prometa niti ne bi bila smiselna. Hitrost je omejena na 50 na uro znotraj naselja, cesta omogoča te hitrosti, zdaj dopuščam tudi možnost, da nekdo tudi krši te omejitve in vozijo hitreje, tudi zaradi tega, ker je cesta dovolj široka, ampak
Možno je, mi smo na vhodu v Vrtojbo tudi postavili vzdolžne hitrostne ovire za prilagajanje hitrosti in vsak normalen voznik skozi to šikano ne more iti več kot 50. Ne. Prometni strokovnjaki so ocenili, da je to ustrezna rešitev. Zdaj tisti, ki pa prav si želi dirjati ali pa kršiti prometne predpise, ga je pa težko zaustaviti razen z nekimi fizičnimi ovirami. Možne so tudi še kakšne rešitve, vključno s kakšnim semaforjem ali čem podobnim, ne, ki bi na nek način kaznoval tistega, ki prekorači hitrost. O tem stalno razmišljamo, vendar je potrebno vedeti, da občinska uprava, ko se odloča o prometnih ureditvah, tehta različne stvari, ne samo to, da bi omejila hitrost, pač pa tudi, da bi bila pritočnost ustrezna, da ne bi hitrostne ovire povzročale hrupa, ki marsikoga motijo. Nekateri vozniki tudi ne marajo pač skakati čez hitrostne ovire, kot sami pravijo, ne, kar je tudi na nek način logično, in poskušamo z nekimi minimalnimi ukrepi doseči tisti cilj, ki se nam zdi smiseln. Pri tem se vedno posvetujemo strokovnjaki z področja prometa, ne tega delamo samo po neki lastni presoji, ne. Sama sredstva, ki bi bila potrebna za to, pa niso tako visoka, da si jih ne bi mogli privoščiti. Ni v tem razlog, da se kaj ne naredi, čeprav si nekateri to predlagajo ali pa želijo. Nadaljujemo z vašimi vprašanji. Vprašanje poslušalca torej, se bo morda uredilo tudi kolesarsko pot med železniško progo in Vrtnarsko ulico v Šempetru? Trasa naj bi bila že dolgo načrtovana in, citiram, bi pomenila ogromen prispevek tamkajšnjim prebivalcem v smislu varnosti. Mislim, najbližji prebivalci se s tisto traso ne strinjajo in ji celo nasprotujejo. To je pač dejstvo. Si tudi želijo zemljišča tam kupiti, ampak občina zaenkrat se ni še odločila, da bi jim to prodala. Težava te trase je, da se ne konča nikjer. Ni je mogoče nadaljevati. Po Vrtnarski ulici bi šla tik ob železnici, potem pa bi prišli nekje tja na pristavo pri kurivu. To so velika sredstva. Vprašanje je, če bi sploh dobili prostor, da bi jo lahko izvedli. Tako da tam nekega resnega načrta za gradnjo kolesarske povezave, se pravi, če gremo ob železnici proti Doramberku na desni strani, ni ustreznega prostora niti načrtov. Je pa predvidena kolesarska povezava v podhodu pod biotehniško šolo v športni park in istočasno tudi potem po levi strani železnice, se pravi po Vrtnarski ulici proti Hribu, ulici na Hribu in vse do Bazarja oziroma do nove kolesarske povezave proti Bazari. To pa načrtujemo in si jo tudi želimo čim prej zgraditi. Vprašanje glede ureditve vodnjakov v občini z izvajanjem monitoringa vode v njih. No, občina, torej v svoji lasti imamo verjetno malo vodnjakov. Mi smo jih pred leti 6 tudi z vidika varstva kulturne dediščine obnovili, celo očistili tudi pač prišli do vode v njih. Voda seveda v takih vodnjakih ni neoporečna, ni je mogoče uporabljati za pitje oziroma za uporabo ljudi. Tudi podtalnica je v naših krajih na neki torej na prvem horizontu, to je okoli 10 metrov globoko ali še malo več, ni dovolj čista, da bi jo lahko uporabljali in ni mogoče zagotoviti, da bi bila dovolj čista. Tako da z tega vidika so vodnjaki danes pravzaprav neuporabni. Ima pa Vrtojbansko polje, pa tudi širše območje, tudi Miransko in tudi vse v sosednjo Italijo to sega na drugem horizontu, zelo čisto podtalnico, ampak to je pa 60 metrov globoko približno in ta voda bi pa bila uporabna, če bi recimo prišlo do neke nujne potrebe in bi jo lahko uporabljali. Zaključujemo tudi z vprašanjem. Lanskega decembra je občina prejela negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije zaradi
nezakonitega poslovanja občine na revidiranih področjih in če se ne bojite ponovnega negativnega mnenja zaradi zbirnega centra komunalnih odpadkov na nekdanjem MMP Vrtojba, ki naj še danes ne bi imelo gradbenega in uporabnega dovoljenja, in kako zagotavljati varnost ljudi ob morebitnem vžigu smeti poleg tam ležeče benzinske črpalke? Mislim, negativno mnenje lahko vsaka občina v vsakem trenutku prejme od Računskega sodišča, ker predpisi in način dela so taki, da preprosto popolnosti ni mogoče doseči. Torej vsak nadzor je dobrodošel, jaz ga tudi pozdravljam, je tudi prav, da se nadzira. Rezultat našega negativnega mnenja niso bili niti, torej Računsko sodišče nam ni naložilo niti popravljalnih ukrepov, vse, kar so pač v postopku revizije odkrili, smo tudi v tem času sanirali, ni šlo za neke nezakonitosti, nepravilnosti, ki bi jo ogrožale kakorkoli, kogarkoli, šlo je za neke pač manjše zadeve. Poleg tega je bilo vsaj pol tega revizijskega poročila namenjenih stvarem, ki so nastale pred 15 leti in več, ne, in jih še do danes nismo uspeli sanirati in jih je tudi zelo težko, ker recimo vprašanje tehnološkega parka in nepremičnine, ki se je pač na nezakonit način takrat dala neki gospodarski družbi, ki jo je občina ustanavljala, v današnjih razmerah to sploh ni več možno. Takrat je pa pač se to naredilo in je težko to sanirati, no, to hočem povedati. Zdaj, tudi tisti, ki so to na nek način zakuhali, potem zdaj očitajo neko nezakonito ravnanje. Kar se pa tiče zbirnega centra, mi smo bili prisiljeni urediti začasni zbirni center zaradi tega, ker je odpadke potrebno zbirati. Nam je grozilo, da bojo odpadki ostali na ulici zaradi pač nesporazuma, če se tako izrazim, za komunalo, ki je bila izvajalec gospodarske javne službe. Mi smo se pač organizirali ustrezno, tako da smo zagotovili primeren prostor. Res je, da zbirni center nima gradbenega dovoljenja, ki ga želimo čim prej pridobiti, pripravljamo projektno dokumentacijo. Res pa je, da so ga pregledale tudi druge inšpekcije, vključno, no, ne vem, nisem prepričan, da je sicer požarna prišla, ampak okoljska je gotovo bila in z teh vidikov nismo dobili nobenih posebnih, nam niso naložili nobenih posebnih ukrepov. Torej, gradbeno dovoljenje verjamem, da bomo pridobili čim prej. Zbirni center se uporablja, ni pa nevaren za nikogar, torej, požar lahko nastane povsod, mi skrbimo, da so odpadki pač na tak način predhodno skladiščeni, da do požara priti ne more. Tudi na tovornjakih, ki so tam, so lahko odpadki, mi niti ne vemo, kaj je na njih pod ceradami in v njihovih kesonih in tako naprej. Skrbimo pač za red in mislim, da strašenje ljudi pred takimi nevarnostmi ni na mestu. In smo že pri koncu današnje oddaje. Dober dan, župan, v kateri gostimo župana občine Šempeter Vrtojba Milana Turka. Za konec zgolj še vprašanje, na katere projekte se bo občina osredotočila v prihodnjem letu, ko bo za celotno regijo nekako iz kulturnega vidika in turističnega zelo pomembno. Ja, že več časa se zelo trudimo, da bi pridobili vse potrebno, da bi lahko prenovili našo kulturno dvorano v Šempetru. Gradbeno dovoljenje smo v letošnjem letu oziroma tik pred poletjem tudi pridobili, je pravnomočno. Pripravljamo ostalo dokumentacijo, nažalost so objekti kar kompleksni in se s tem mal nekoliko zatika, no, glede na naše časovne načrte, ampak verjamem, da bomo v naslednjem letu z gradnjo že tudi začeli. Upam, da bojo sredstva zagotovljena oziroma da jih bomo uspeli zagotoviti, tudi če bo potrebno s kakšnim manjšim kreditom. To bo gotovo primarnega pomena. Potem so pa še projekti, ki jih bo potrebno izvajati, in sicer urejanje kanalizacije, še nekoliko kanalizacije imamo v ulici Laze za prenoviti, pa na hribu Podmark tudi Markova pot je nekaj malega predvideno in pa Ošlje.
Sporedno bomo tudi vodovod pripravljali, pripravljamo pa seveda tudi dokumentacijo za celotno bazaro, vendar pa je tam vprašanje zagotavljanja sredstev, ker aglomeracije, ki so manjše od 2000 enot, zaenkrat država še ne spodbuja gradnje kanalizacije, ampak upam, da bomo tudi to nekoč, če ne z državnimi, pa z lastnimi sredstvami lahko izvedli. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi na Šempetrskem pokopališču. Gotovo se bo kaj našlo v športnem centru, pa v ostalih objektih, s katerimi upravlja naš javni zavod, tudi šola in vrtci. Tudi za njih namenjamo letno znatna sredstva za investicije in posodabljanje opreme in to bomo tudi nadaljevali. Milan Turk, najlepša hvala za obisk, vesele praznike in srečno v novem letu. Ja, tudi vam in vsem poslušalcem lepe praznike, lep december in srečno v novem letu.